maju so v Splošni bolnišnici dr. Jožefa Potrča Ptuj prejeli sklep, da so izpolnjeni vsi pogoji za začetek postopkov za izgradnjo urgentnega centra. Splošna bolnišnica ima tudi v tem konceptu seveda pridobljeno gradbeno dovoljenje, ki je veljavno vse do leta 2020. Za pričetek izvedbe je bila imenovana komisija. Strani ministrstva sta imenovana 2 člana v komisijo, strani bolnišnice Ptuj so imenovani 3. Komisija ta trenutek v fazi priprave razpisne dokumentacije. Predvidevamo, da koncem naslednjega tedna bi zadeva bila tako daleč, da se bo šlo tudi v razpis za oddajo in zbiranje seveda ponudb. Časovnico je po besedah vodstva bolnišnice še nemogoče napovedati, nadejajo pa se, da bi z deli pričeli čim prej. Je pa plan 14 mesecev od pričetka zadeve, kar pomeni, da če teče vse gladko, sama gradbeno-obrtniška dela bi trajala nekje 7 mesecev, priprava dokumentacije in pa objava razpisa in pa te stvari tudi 2 meseca in pa potem še na koncu tisti potrebni postopki, ki so potrebni, da se pridobi uporabno dovoljenje. Zgodba vzpostavitev ptujske urgence sega že v leto 2015. Vrednost projekta pa se je od takrat do danes spreminjala. Seveda se je ta investicija povišala. Povišala se je na 2 milijona 680 tisoč evrov in je v bistvu takrat Ministrstvo za finance zahtevalo, da se ta sredstva zagotovijo, razlika do tega zagotovijo strani bolnišnice Ptuj. Bolnišnica Ptuj je takrat bila tudi v likvidnostnih težavah, dolgovi do dobaviteljev in finančno ministrstvo tega načrta ni potrdila. Seveda smo takrat tudi na našo pobudo stopili v akcijo iskanja denarja, zagotavljanja teh sredstev. Seveda tu so na pomoč priskočili donatorji, uspešni podjetniki iz okolice. Država bo za gradnjo urgence namenila dobrega 2,5 milijona evrov. Ptujska bolnišnica pa je sama zagotovila skoraj 230 tisoč evrov. Manjkajočih 620 tisoč evrov so skupaj zagotovile občine, ki so pri tem dodale slabo polovico. Preostanek pa preko donatorskih akcij regijska podjetja. In tako smo se ne samo mi, ampak tudi ostala podjetja, ki so bila iniciator tega projekta, ki razmišljajo podobno, odločili, da damo en dodaten zagon, dodaten motiv za to, da se ta akcija odvije in ta projekt tudi izvede. Nenazadnje je pri nas v naših podjetjih več tisoč zaposlenih, hkrati pa je v Spodnjem Podravju 140 tisoč prebivalcev, ki verjamem, da si zaslužijo podoben nivo zdravstvene oskrbe, kot ga imajo tudi ostali prebivalci Slovenije. Na Ptuju še čakajo odločitev Ministrstva za zdravje o tem, kdo bo vodil razpisni postopek za izvajalca del in izvedbo projekta. Od tega je odvisno tudi, kdaj bodo začeli z deli, pri čemer si želijo, da bi urgenco odprli leta 2019.